Pri tej vaji bomo merili karakteristiko usmerniške diode, katero smo spoznali že pri sami teoriji. Na začetku si vedno narišemo shemo, na kak način bomo priključevali. Naš napetostni generator, katerega smo že spoznali na samih praktičnih vajah, na njega bomo priključili usmerniško diodo in tokrat zaenkrat brez bremena, samo usmerniško diodo. Vi ste si že pogledali N4007, torej v tehničnem podatkovnem listu, kakšna je maksimalna napetost oziroma kakšen je maksimalni tok, ki lahko teče skozi našo usmerniško diodo. Na kratko ponovimo, kakšna je karakteristika. Sedaj ta usmerniška dioda, ki smo jo spoznali, je silicijeva, zato mi že vemo, kje približno bo ta dioda prevajala. Tok bomo zaenkrat pustili, v kakšnem območju bo, torej mili, mikro, nano, amperi, to bomo spoznali na sami vaji. Napetost pa že zdaj vemo, da bo v rangu voltov. Karakteristika je nekako takšna, v prevodni smeri in pa v zaporni smeri vse do preboja, ampak do preboja mi ne bomo prišli. Kako bomo to vajo izvajali? Torej, želimo to karakteristiko ne samo, da smo jo spoznali in narisali, temveč tudi izmeriti. V Excelu na računalniku si bomo pripravili tabelo Excel, kjer bomo lahko narisali našo karakteristiko in pa podatke, katere bomo merili. Pripravimo si, začetna vrednost je vedno številka meritve, potem bomo pa merili tok in nastavljali napetost. Sedaj pa kako merimo tok in napetost, smo že spoznali v preteklosti pri različnih predmetih, zaporedno vezano, naš ampermeter, da bomo merili tok skozi diodo in pa vzporedno na našo diodo, zdaj bom tu malo bolj umetniško takole dodal, voltmeter, ki bo pomeril napetost na sami diodi. Voltmeter je šolski instrument, ampermeter je vaš instrument, vedno preverite, da imamo delujoče instrumente, preden začnemo z vajo. Če je varovalka uničena, jo seveda si zamenjate. Kako bomo merili? Koliko točk zdaj v Excelu narediti? Se bomo pa obnašali kot simulatorji. Kako simulatorji na računalniku delajo, zato da ne delajo predolgo. Če bi začeli recimo simulacijo iz te smeri proti celi karakteristiki naše usmerniške diode, lahko hitro ugotovimo, da če si izberemo to točko in izmerimo vrednost toka, pa tu zmerimo, da bi vse tri točke bile vrednost enaka. Kaj naredi simulator? Zato, da ne bo meril tako dolgo, preprosto korak poveča. In med tema dvema točkama zmeri in če ni razlike, korak še povečuje. In zdaj bomo rekli, da bomo naredili še korak. In zdaj, če bi naredil še tak velik korak naprej, bi hitro ugotovil, da bi bila izmerjena vrednost tukaj. To sta zdaj samo dve točke, to ni dovolj. Kaj naredi potem simulator? Gre nazaj, si izbere še nekje vmes, oziroma med tema dvema recimo bi si izbral tu vmes, bi ugotovil, da je tu velika razlika, bi si izbral še vmes, pa še vmes, pa še vmes. Kaj lahko iz tega ugotovimo? Kjer se začne vrednost sunkovito spreminjati, tam povečamo število točk. Tukaj bi jih zelo na gosto merili, potem bi pa lahko spet začeli povečevati korak. To se bomo obnašali, koliko točk bo tu noter, vsak bo jih imel različno, nekateri bodo bolj natančni, bodo imeli dosti te točk, nekateri malo manj, glavnina pa je, da pridobimo obliko karakteristike naše usmerniške diode. Kaj še moramo narediti? Narediti moramo še samo to, da se dogovorimo, kaj bomo naredili pri napetostnem generatorju. Vsi se zavedamo, da napetostni generator je sposoben dati dovolj velik tok, da uničimo usmerniško diodo. Mi je ne želimo uničiti, zato bomo na generatorju si nastavili usmerniški tok, omejitev toka, da tok, ki bo šel iz generatorja, ne bo prevelik za našo diodo. Koliko to mora biti? Dogovorili se bomo, da bomo dali tukaj -10%, bomo rekli ID maksimalnega. To naj bo tokovna omejitev našega generatorja.
Ko zmerimo vse vrednosti, v Excelu narišemo graf in določimo, kje je zdaj tista kolenska napetost. Torej, kje je zdaj tista napetost, pri kateri začne dioda prevajati. Za silicij vemo, da je to približno nekje 0,7 volta, torej tu nekje bomo tudi verjetno dobili rezultate meritev.